Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. Danes v moji družbi najboljši zobozdravnik med pevci in najboljši pevec med zobozdravniki. Vesela sem, da je v moji družbi Gregor Ravnik. Lepo pozdravljen. Čau, živijo. Kako ti je bilo všeč predstavitev? Večkrat omenijo. Večkrat in mislim, da nisi prva, ki je to rekla, da sem med zobozdravniki in med pevci, ampak ja, tako je. Si kdaj preverjal, imajo zobozdravniki posluh? Ste kaj prepevali na veš, da faksu? veliko zobozdravnikov in pa mogoče medicincev nasploh je tudi študiralo na Akademiji za glasbo, kot jaz, tako usporedno. Imel sem tudi eno sošolko prav na zobozdravstveni smeri, ki sva bila potem oba sošolca na Akademiji, tako da posluh neki je na tem. Veliko medicincev se ukvarjajo z glasbo in obratno, verjetno, očitno. Tako da ja, imamo posluh. Taka protiutešna. Ali bi lahko kakšne usporednice potegnil? Se mi zdi, da prav za moj poklic zobozdravstveni, ki potem sem tudi dokončal na medicini, bi lahko rekel, da je neke vrste tak kreativen poklic, moraš imeti neke ročne spretnosti, kreativo, glasba vemo, da je čisto kreativni poklic za dušo, za vse, tako da neke usporednice so, je pa res, da vedno sem rad mogoče, ko sem bil za knjigami v medicini, potem odklopil pa se ukvarjal z glasbo, ne pel in to, da sem čisto glavo dal nekam drugam in se potem vrnil za knjige in pa ko je bilo veliko glasbe, si potem rekel, ok, bom pa prebral še to fiziologijo. To je tvoje življenjski poti, se bova še vrnila, zdaj bi pa prosila vsakega gosta, prosim za 3 osebne predmete, pa me zanima, kaj si ti danes prinesel. Ja, ne vem niti, kje začeti, pa če sva že zobozdravstvo omenila, bom začel z zobno ščetko. Ni lih moja, ker se mi ni zdelo higienično, da bi ti lih mojo prinesel. Ampak ja, to je zobna ščetka, prav za ta moj prvi nekako poklic, oziroma s tem, kar sem začel. Zobozdravstvo. Zobozdravnik sem primarno, tako da tukaj sem začel in ščetka nekako opisuje to mojo pot, ki se je dogajala med študijem in pa se mi zdi, da vsak mora imeti eno lepo ščetko doma. Prisegaš na analogno, ne na tisto... Ja, ni reklama. Ampak sam drgneš, nimaš električne. Ampak veš, da sem v bistvu, če lahko eno zgodbo prav na to temo povem, je... da sem z Reven, sva res dobra prijatelja in sem takrat leta nazaj za novo leto se obdarujemo, ker se družimo in praznujemo skupaj, in sem ji kupil električno zobno ščetko. Takrat sem njej kupil eno in zase eno. No in tista zame je še vedno zapakirana, tako da še nisem odprl, tako da ja, prisegam na analogno na ščetke. Zanimivo. Potem drugi predmet. Drugi predmet je recimo moj metuljček. To je pa druga smer, glasba, operna glasba, recimo, to je drugi moj študij, ki sem ga opravljal na Akademiji za glasbo. Vemo, da pri opernem petju, pri klasičnem petju smo vedno urejeni, vedno zrihtani, skockani in mogoče ta metuljček opisuje prav to mojo drugo pot. Eleganco, strast do te glasbe, ki je v bistvu predvladala nad ščetko. In je v bistvu zdaj glasba tisti del, ki me izpopolnjuje, napolnjuje in je v bistvu glavni del mojega vsakdana zdaj postal. Tako da je malce mogoče na ščetki. Nad njo je v tem trenutku. In zadnji pa, če se navezujem prav na moj nov videospot in single, ki je izšel prejšnji teden, pa Sončna očala, poletje, v videospotu se velikokrat pojavim v sončnih očalih, ki mi dajo tak znak tega poletja, poletna pesem je to in mogoče tudi spominje na lanske melodije Morja in sonca, kjer sem slavil z zmago s pesmijo Torek, tako da to me pa spominja na petje, morje, poletje in tako naprej. Zdaj, če se vrnova... Sem ti preveč vsega povedal? Ne, zelo, res. Hvala Bogu imava čas in prostor, da lahko poveva tako, kot je, da naj ne preganjajo minute. Tako. Zdaj pa, če greva mogoče na začetek te tvoje glasbene poti, malo sem raziskovala,
Glasba ti je bila nekako v zibelko položena, ne? Ja, res, celotna moja družina se nekako ukvarja z glasbo, že od nekdaj. Mama je tudi profesorica glasbe, oče je od nekdaj že igral trobento, sestra violo pa v različnih orkestrih, tako da glasba je vedno bila del mene, vedno sem nekako bil obdan z glasbo v družini, tako da je bila družina tudi ta, ki me je nekako usmerjala v to glasbeno pot, vedno mi je stala ob strani in me podpirala, tako da tukaj sem vesel, mogoče brez njih in brez te podpore tudi ne bi bilo vsega tega. So bili mogoče kaj bolj kritični, ker so tako glasbeno podkovani? Moram reči, da nisem nikoli občutil te pretirane kritike doma, da je bilo vedno predvsem ta podpora in to, da lahko si vedno boljši, ampak ne pa v smislu ali pa kritika, da ok, to ni bilo dobro, boš drugič boljše naredil, ampak ok, ne. Vse vemo, da smo na poti, da delamo, ne, da se učimo, rastemo, tako da ni bilo nikoli te pretirane slabe kritike, ta dobra kritika. Vedno so prišli na vse koncerte, kar mogoče meni včasih ni bilo všeč, ker veš, mogoče včasih sem hotel sam imeti koncert, brez vseh familiarnih obrazov, da se moraš njim dokazovati na nek način. Je težje kdaj pred domačimi? Težje je bilo meni včasih pred domačimi, pred ljudmi, ki jih poznam, kot pa če bi bilo 1000, ki jih ne poznam. Tako da, ja, ampak to je vse del tega in te premagovanja treme in rasti in to, da si res potem vedno boljši. Kdaj pa si mogoče začutil, da bo glasba tista tvoja spremljevalka skozi celo življenje, da bi rad to pot tudi nekako profesionalno, poklicno hodil? Ja, dobro vprašanje. Nikoli nisem skozi leta, ne, tudi ko sem šel potem na študij na Akademijo za glasbo, nisem občutil, da bi mogoče to postal nekoč moj poklic celo, ne. Vedno je bil to nekak hobi moj, rad sem se ukvarjal s tem, nikoli nisem rekel, ok, ne bom več delal glasbe, bom sam medicino. Ampak mogoče prav lani je bil ta trenutek po zmagi na Melodijah Morja in sonca. No, še prej sem itak se pojavljal na različnih festivalih skozi leta in vedno prepeval, vedno delal tudi svojo avtorsko glasbo. Ampak prav lani je bil ta trenutek, se spomnim, ko smo že s svojo ekipo pred festivalom veliko začeli delati na tem, da bomo ustvarjali album, bomo snemali, se podali na to pot. In mogoče prav zmaga na Melodijah Morja in sonca bila ta, da mi je rekla, ok, porinem te mal, ne, da sebe porinem in začnem to mogoče razmišljati, kot da bi bila moja prva pot, ne pa potem druga. Zdaj prejemal si tudi številne nagrade skozi svojo kariero. Katere so tiste, ki ti največ pomenijo? Ja, različne so bile tako na opernem področju, kot na mogoče zabavnem, ja, na teh festivalih različne nagrade. Že od samega začetka se spomnim, Melodije Morja in sonca so bile moj prvi festival, na katerem sem se pojavil in v bistvu prav prvi oder zabavne glasbe, če lahko to rečem, pop glasbe, na katerem sem se pojavil, tako da v tem primeru mogoče Melodije so en res tak moj... So te zaznamovali? So me zaznamovali že od začetka, takrat sem prejel tudi nagrado za najboljšo interpretacijo, potem pa z leti... Ja, tudi 3-krat si nastopil? 3-krat, ja. Prvič je bilo v duetu prav, Stefi, potem sam in evo, zdaj v tretje gre rado. Ja, res se je izkazalo. Tako da na tem, v opernem smislu je bilo tudi veliko nagrad, tako mednarodnih, na tekmovanjih, velikih tekmovanjih opernih, kjer sem prejemal tudi visoka mesta od prvega naprej. Tako da, ja, v bistvu različne nagrade, ampak različno ti pomenijo tudi v različnih življenjskih obdobjih, tako da mogoče zdaj v tem trenutku mi je, ja, mogoče ta zmaga lanska največ pomeni. In ti je verjetno tudi odprla, ne, številna vrata in dala samozavest. Tako. Da mi povej, kaj nekega opernega pevca potegne v pop, komercialne vode? Ja, pa veš, da sem jaz v bistvu začel z pop petjem. Kot otrok vem, da sem rajše prepeval te pop melodije, zabavne melodije. Potem pa je bila edina opcija, da bi se sploh učil petja, to, da se učim v glasbeni šoli, kjer pa ni zvrsti, da se lahko učiš pop ali pa zabavne glasbe, ampak je samo operna smer, tako da takrat sem se nekako sploh znašel v tej operni vodi. In me je zelo hitro potegnila, moram reči, da sem kar bil hitro očaran in gradil na tehniki,
kar mi je dalo vedno boljše rezultate, večji glas, boljše sem se počutil in tukaj sem gradil potem tudi svoj pop del, nekako vzporedno sem vedno razmišljal, da je tehnika ena, ne? Naš inštrument je en, potem če ga ti uporabljaš na različne načine, je to samo boljše, ne? Tako da sem se vedno vzporedno nekako peljal obe zvrsti. Včasih operni pevci sploh niso bili, je bilo to, če si se z drugimi žanri ukvarjal, ne, da si jih malo izdal. Tako, da si jih malo izdal, da ni bilo čisto ok, ne. Je pa z leti to, da se ukvarjaš z več žanri, več zvrstemi, se mi zdi, da zmeraj boljše in če si versatilen, zakaj ne. V operi pa si odigral tudi številne vloge, ne jih še igraš. Kako je pa ta igralski del? Imaš talent za to? Moram reči, da me teater, gledališče ful privabi, vedno znova se rad podajam v nove like. Ko imaš pa soigralce, je to še boljše, ne? Ko si z drugimi liki na odru in interakcije in zgodba in kostumi, ne nazadnje, ne? Scena, vse, kar pride, je tisto, kar je meni ful všeč in se ful rad podam v to. Tako da teater je spoznaval sem ga skozi akademijo, ne? In mi je vedno znova prirastel k srcu in v operi imam tudi veliko vlog. Zdaj smo jih ravno končali z eno krasno predstavo Mozartovo Così fan tutte, tako da je bilo veliko dogajanja. Všeč mi je, če se ful dogaja na odru, če je tudi malce komično, ne, včasih veliko je tistih, ki niso toliko komične predstave, ampak ko se pa podamo v nekaj takšnega, je pa super. Obstaja kakšna vloga, ki si jo še posebej želiš enkrat v življenju odigrati? Dobro vprašanje. Ne vem, nisem razmišljal. Kaj pa vem? Vem, da vsaka vloga nova, ko pride, se jo res veselim in se jo rad na novo naučim. Meni so vedno te operne, kar se tiče skladateljev, bili pri srcu Mozart ali pa kakšni takšni klasični skladatelji. Moj glas je bolj liričen, če lahko rečem temu, ni tak dramatičen tenor, ampak je prav primeren za te mogoče takšne vloge. Tako da, ja, še nekaj jih je, tako bom razmislil, evo, do drugič. A te kakšna mogoče še posebej zaznamovala, kakšna, ki si jo že odigral? Moram reči, da mogoče za moj magisterij, ko sem pripravljal predstavo, takrat sem magistriral z krasno predstavo z opereto Candide, ki jo je napisal Bernstein, ameriški skladatelj, je bila mogoče ta, ki me je res zaznamovala. Res mi je prav pisana na kožo in mogoče ta predstava tista, ki mi bo vedno ostala. Pa ne zato, ker je bila moj magisterski nastop, ampak ker je res takrat prišla v pravem času in me bo vedno nekako spremljala. Zdaj pa, če greva malo v pop vode, ne? V letošnjem letu si izdal album Med nama. Res je. Imel si tudi koncertno turnejo. Za tabo je zdaj en del tega. Kakšni so vtisi? Zdaj jih verjetno že lahko strneš. Ja, res, moram reči, da sem res vesel, kakšen odziv je bil tudi na koncertih. Ja, izdal sem moj prvi album Med nama in začeli smo s koncertno turnejo ob predstavitvi tega albuma prav v Auditoriju Portorož, polnem, ker sem bil res vesel za tak sprejem in tako toplino publike. Ko vidiš polno dvorano, je tak najlepše. Tako da potem smo imeli še nekaj koncertov do poletja in moram reči, da so bili vsi koncerti zelo dobro obiskani, polni in ljudje, ko vidiš, ko poznajo tvojo glasbo in pojejo, tega mogoče nisem navajen, ker nisem še delal takšnih koncertov. V bistvu Auditorij je bil prav prvi moj koncert v tem smislu avtorski plata, ne. Tako da moram reči, da mi je bilo res čudovito in komaj čakam na nove, komaj čakam na poletje, ko se bo zgodil veliki koncert 16. avgusta z gosti, tak velik koncert z razširjeno zasedbo v poletnem gledališču Studenec, tako da tega se pa res veselim. Koliko pa je treme, ko se podaš na eno tako samostojno kariero, ne? Samostojno turnejo?
Da je strah, ali se bodo karte prodale, boš tam sam pel 5 ljudem. Koliko je tega strahu, spoštovanja? Vedno je prisotna neke malo treme mora biti vedno, jaz pravim. Sicer jaz se ukvarjam potem bolj s tem, kako bom jaz predstavil, kako se bomo z bendom predstavili. Ta del kart, ta del prodaje in promocije je že mal del, kar naj delajo drugi, jaz tega ne znam. In jaz znam tisto, kar znam, in jaz vam lahko naredim nastop in koncert in svojo ekipo skupaj spravimo en krasen izdelek. Je pa res, da če imaš potem koncert, ki je poln, ki je dobro prodajan, je to potem samo še pikica na in veš, da delaš dobro. To se mi zdi za vsakega izvajalca, pevca res nekaj pomembnega, in ko vidiš ljudi, da pridejo, je super. Te pa spremlja tudi ena tako odlična ekipa, ne, na teh nastopih. Moram reči, da je to, da je to, jaz vedno pravim na vseh koncertih, vedno znova, da je to najboljša ekipa, ki bi jo lahko v Sloveniji dobil. Od Marka Hrvatina in Mitje Bobiča, ki sta v bistvu nekako moja začetna, nekako skupaj smo začeli ustvarjati sploh to glasbo in avtorsko našo. Dagija, Anžel Angus Petrovič in pa Jure Rozman, potem ta bendovska ekipa in pa sicer tudi še 2 krasni back vokalistki, Monika Avsenik in Sara Lamprečnik, tako da ekipa je, moram reči, super top. Kako pomembna je ta energija med vami, da se razumete, da potem tudi nastop? Ful pomembno. Pomembno je, da vsi stojimo za tem, kar delamo, da radi počnemo to. Meni je vedno znova tudi ekipi povem, da mi je pomembno, da se imamo fajn, ko pridemo na oder, da uživamo, da delamo to, kar imamo radi, ne zato, da pridemo v službo na nek način, ne pa da moramo to narediti, ampak da ko pridemo na koncert, je to tudi za našo dušo. Si strog šef benda? Ne, v bistvu nisem. V bistvu bi lahko bil bolj, ampak ne, se hecam, super so. V bistvu je vsak ve, zakaj na tem področju dober, tako da ne rabim vedno znova opozarjati. Vsak hoče narediti najboljše, vsak bo naredil najboljše. Jaz se ukvarjam s sabo, oni bend kot bend pa so ena celota in funkcionirajo fantastično. Si pa v letošnjem letu tudi svoje oboževalce obvestil, da zaključuješ še eno tako zgodbo, ki te je zaznamovala. Ja, kira že? Zaključil si sodelovanje v triu. Ja, res. Kako težka je bila pa ta odločitev? Tudi dobro vprašanje. Pa mislim, ne vem, če je bila zame tako težka, kot pa mogoče celo malce pričakovana na nek način. Vedel sem, da bom mogoče bil na nek način v nekem trenutku postavljen pred določeno odločitvijo, na določeni točki, da se moram odločiti, ali se čisto podam in predam svoji karieri, svoji poti, ali pa spet svojo glasbo delam na malce manjše strnjeno, ne? Kot sem jo do zdaj, mogoče nisem veliko svojih avtorskih pesmi izdajal ali pa se veliko pojavljal na tem področju, ampak zdaj sem res svojo energijo vlagam in z ekipo smo res 100%, da je to prava pot. Da sem se potem mogel nekako odločiti, postavljen sem bil pred odločitvijo, da izberem ali sebe 100% ali pa potem sebe malo manj pa trio. Zdaj besedila za pesmi pišeš sam? Tudi se zgodi. Se zgodi, ni lih to meni najlažje. Moram reči, da kar se tiče besedil, tukaj, da nisi banalen, da nisi... Slovenščina je res zahteven jezik, kar se tiče pisanja, se mi zdi, in ta besedila so zame vedno težek izziv, ampak mislim, da se moram tukaj še malo bolj podati. Lih zadnjič se z Raven pogovarjala, sem ji rekel, Sara, jaz imam ful nekih glasb oziroma ful melodij tako v glavi ali pa včasih posnameš kakšno melodico na ne. Jaz bom tebi dal to melodijo, ti pa meni boš napisala besedilo. Tako da sem že malo prelagam svojo odgovornost, ampak ne, vem, da moram tudi jaz iz svojega občutja, svojega življenja mogoče na papir prenesti
kar ni včasih najbolj enostavno, ampak včasih se pa moraš iti tudi preko sebe pa kaj napisati. Zdaj, omenil si Raven, sta dobra prijatelja. Kako močno si stiskal pesti letos, ko nas je zastopala? Sem mogel biti celo gor v Malme, jo podpreti. Imel sem že celo karte za pač prav za šov, za koncert, ampak prav zaradi predstave, ki se je dogajala v operi, mi to ni zneslo, zaradi vaj, pa takrat je bila lih pred začetkom premiere, tako da nisem si mogel dovoliti, da pobegnem niti za par dni, ne, da bi šel gor, ampak sem pa stiskal doma pesti, pa bila sva na vezi, pa je to tudi štelo na koncu. Kako pa sicer si ogledal celo Eurovizijo? Veš, da letos prvič si nisem celotne, po cekih, po delih, kar sem lahko, sem jo spremljal. Vem, da ko nisem bil doma, če je bila takrat pred izboru živo, smo imeli telefon, pa jo čakali, ne, da pride na oder, pa smo spremljali. Nisem si pa ogledal celotne Eurovizije, samo po koščkih. Verjetno zmagovalca. Si bolj tim Hrvaška ali Švica? Sem bolj tim Hrvaška. Nekako se mi zdi, da smo se razdelili. Ja, mogoče res. Sem pričakoval mogoče Hrvaško, da bo zmagala vseeno, ker tudi meni je bila bolj pri srcu, bolj všeč, ampak na koncu je tako, ne veš, vsak ima svoje favorite, tako da, jaz sem itak navijal za Slovenijo. Ja, najprej to, ne? Najprej to. Kaj pa tebe vleče mogoče na te eurovizijske odre, si že nastopal? Nastopal sem na EMI celo pred leti. To je bil moj, se mi zdi, drugi festivalski nastop po melodijah. Je bila takrat Ema, pa pol popevka isto leto. Tako da Ema je bil tak zanimiva izkušnja, ker zahteva drugačen pristop kot mogoče na drugih festivalih. Moraš res imeti dodelan nastop, ko prideš na Emo, ne, da že vidijo, kaj potem bi poslali naprej. Tako da me pa mogoče čez kakšno leto bi zamikalo, da bi tudi jaz postopil na ta velik oder. Zanimivo. Sicer te festivali kar kličejo, ne? Popevka, MMS, letos boš verjetno samo nastopil tam, kot da boš gost, tekmoval. Kot gost, sproščeno, ko me čaka. Se veselim, da bom prvič tako prav bolj sproščeno prišel na oder. Čeprav meni festivali moram reči, da ne predstavljajo nekega stresa pretiranega. Meni je to super. Ne? Sicer imaš 3 minute, da se predstaviš, ne? Ko prideš na oder, je to, ni popravnega izpita, ampak ne predstavlja mi nekega full stresa, ampak tisti pozitiven adrenalin. Ne? Veš, včasih smo rekli, kot da greš na tisti vlakec smrti, ne? Ko ti je super, potem pa, ko priješ dolje, pa še bi. Si osvobojen. Ja. Zdaj me pa zanima, Gregor Ravnik, kaj pa ti počneš, ko se mikrofoni ugasnejo, kje najdeš svojo sprostitev, svoj čas zase? Ja, predvsem med prijatelji moram reči, da veliko rad preživljam časa s prijatelji, kakšen izlet naredimo, potovanja so recimo moja taka strast. Sicer že nekaj časa nisem bil na nekem daljšem potovanju, zdaj spomladi bi mogel iti na Japonsko za kakšen teden, 2, ampak prav zaradi toliko obveznosti mi ni ratalo, tako da potovanja recimo so en tak trenutek, ko res odklopiš, ko nabiraš energijo novo za ustvarjanje, za potem koncerte, ko je tak poln urnik, ko ne veš, kdaj bi se ustavil, tako da se lahko takrat na potovanjih mogoče malce ustaviš, čisto odmisliš, se ukvarjaš z drugimi stvarmi. Mene ful pritegne to, da odkrivam nove kulture, nove ljudi. Recimo eno tako krasno potovanje mi najlepše zame, pred leti je bil Iran, recimo, ker ne bi rekel, ampak tam so bili ljudje tako srčni, tako dobri, da sploh ne veš, če je to možno, da to obstaja. Tako da potovanja in odkrivanje je zame top. Ko me čaka, zdaj sem začel razmišljati, kam moram iti. Karto, ne. Kakšen tip turista si? Mora biti vse planirano naprej ali je to spontano? Dobro vprašanje. Jaz sem tak organiziran tip, tako da se mi je zdelo. Nekatere stvari morajo biti organizirane, predvsem nisem tak, da bi šel na blef mogoče. Čeprav če ti povem za ta Iran, je bilo tako, da sploh nismo vedeli, kje bomo spali, kam bomo točno šli, pa ni bilo slabo.
ampak nekatere stvari imam rad, da so splanirane, da veš vnaprej mogoče kako bo si sledila pot, nekatere stvari pa čisto prepuščam, tako da tukaj sem mogoče 50-50. Kaj pa mogoče kakšna najbolj nora dogodivščina z teh potovanj, katera ti prva pade na pamet? Zadnjič smo se pogovarjali o tej hrani, kaj smo jedli, kaj mogoče itak hrana je čisto drugačna od naše. Eksperimentiraš, si upam, ja, od škorpionov smo jedli do raznih kurjih črevc, ko probavaš na tržnici, pa niti ne veš, da je. Ne? Aha, ti šele potem. Potem ti povejo, veš, ko vidiš, da pečejo, ti greš probat, pa ni malo tega, itak vidiš, da vsi jejo, torej slabo ne more biti. Ampak ko probaš, pa ne veš niti kaj je pa potem ok. Tako da te eksperimentiranja s hrano so po mojem najbolj tista, ki mi pade zdaj na pamet, ampak vedno se kaj zgodi, kakšna dogodivščina, kar gre narobe, ali pa greš nekam, pa zatavaš, pa potem ne znaš nazaj, tako da marsikaj se je že zgodilo. Pa to se je zgodilo, mogoče njih pred korono smo bili na Filipinih. In je takrat se začel ta velik zapiranje, pa govor o tej koroni, pa mi smo leteli nazaj čez Kitajsko. No in takrat so nas prizemljili z letalom in smo bili, sum je bil nek na korono oziroma na virus in niso vedeli, kdo bi bil na letalu, tako da smo vsi bili na letalu, na tleh 12 ur čakali, da se nekaj zgodi, pogledali že vse filme na ekrančku in potem so ugotovili, da ni nič, ampak vseeno smo mogli z letala dol, prespati in naslednji dan gor. Tako da tisti začetek epidemije smo ga res doživeli iz prve roke v živo tam, pa ni bilo lih luštno. Ja, kaj šele, če bi bil potnik? Kaj, če bi bil potnik? Bi podaljšal? Ali pa jaz mogoče. Si se ustrašil? Ja, seveda. Kam pa ti mogoče vleče, če bi imel zdaj neomejeno količino denarja, časa, prva destinacija, kam bi šel? Vidiš, zakaj sem pomislil na Mehiko zdaj, ampak mogoče tja, ker bi me nekako vleče, da bi šel odkrivati tiste kraje, pa Japonska itak, pa vrnil bi se sigurno, meni je Azija pri srcu, meni Azija vedno znova vleče, tako da celotno Azijo bi najprej obdelal, potem pa drugo. Ja, nič, Gregor, počasi sva prišla do konca najnemu pogovoru. Zdaj jaz pa za konec mojim gostom vedno pripravim 3 take časopisne naslove, ki predvidevajo, kaj se bo z njim dogajalo. To je čisto plod moje domišljije, nič obvezujočega. In prvi je takle, Gregor Ravnik v duetu z znano pevko. Zdaj v mislih sem imela 2, Kristina Aguilera ali Anika Horvat, ker ko sem o tebi brala, sta se pojavili ti 2 imeni. Ja, res je. Predvsem na mojih otroških oziroma najstniških letih je bila recimo Kristina ena takih pevk, ki sem jih vedno rad poslušal in takrat se mi zdi, da smo vsi poslušali, ne vem, Kristino, nekateri Britney ali pa kakšne druge skupine moške pevce. Tako da Kristina je bila, veliko časa en tak moja ljubezen, pa tudi Anika. Z Aniko imate posebno zgodbo. Z Aniko ima posebno zgodbo in sicer moj oče je bil njen inštruktor fizike in se je ona velikokrat pojavljala pri nas doma, ko se je prišla učiti. Sicer je pravi ona sama, da je zaspala med temi inštrukcijami, ampak prišla je. In takrat se spomnim, da mi je prinesla mojo prvo kaseto, oziroma njeno prvo kaseto, Lahko noč Piran. In meni je bilo to nekaj čudovitega. Jaz sem potem šel na njen en koncert s to kaseto in prišel do nje, če mi jo lahko podpiše, se spomnim. Tako da mogoče je bila tudi ona tista, ki me je potem za glasbo navdušila. Tako da, ja. Ste že kdaj pela skupaj? Sva pela celo skupaj na enem koncertu v Ljubljani, me je ona povabila, ampak vem, da sigurno ni zadnjič, da bova še kdaj skupaj prepevala. Dobro se razumeva in mi Primorci se mi zdi, da smo taki povezani, radi smo skupaj in se imamo radi skupaj. A sicer hodiš kaj na koncerte, tudi mogoče v tujino, kakšno glasbo si najraje zavrtiš? Čisto odvisno, rad imam od klasične glasbe do zabavne, do tudi
drugih žanrov, ampak mogoče v zadnjem obdobju hodim bolj na te klasične koncerte, tudi v tujini, kakšno opero si ogledam. Bili smo pa lani recimo na festivalu Ziget na Madžarskem, kjer je milijon odrov in milijon žanrov, tako da tam najdeš res za vsakega nekaj, tako da tam recimo je bil en tak festival, kjer smo dali toliko žanrov in toliko glasbe skozi, da te pol napolne za celo leto. Glasba nima meja, ne? Ne. No, naslednji naslov je takle, Gregor Ravnik nas bo zastopal na Euroviziji. To sem že prej omenila. Lepo. Je možno? Možno je. Sploh ne izključujem tega, sigurno bi si enkrat želel spoznati ta oder in spoznati to eurovizijsko euforijo, tako da why not? Okay. Ta tretji je pa čisto izven glasbe. Slovenski pevec odpira svojo zobozdravstveno ordinacijo. Vem, kdaj si predstavljaš? Če ti rečem zdaj, če me zdaj vprašaš, bi ti rekel ne. Ampak, koliko pa sploh še opravljaš ta svoj snov? Nekaj malega še, tu pa tam moram reči, da nisem čisto zapustil, ampak tu pa tam nekaj malega se vračamo v ambulanto. Moram pa reči, da je to zelo in veliko manj, kot je bilo mogoče že še 3 mesece nazaj, ker je ta glasba in moja glasba ta, ki je prevladala in prevladuje. Tako da mogoče ta naslov v tem trenutku ne bi bil pravilni. Mogoče čez 20. Mogoče, ja. Torej, glasba ostaja tvoj fokus? Glasba ostaja moj fokus, moja prva ljubezen, ki je mogoče bila odvedno moja prva ljubezen, ampak v določenem trenutku to spoznaš in ko to spoznaš, ko spozna vsak, da je v življenju pomembno, da delaš tisto, kar ti je najljubše, kar rad počneš, za kar rad zjutraj vstaneš recimo, a potem je življenje lepše in slajše in tako naprej. Da si to tako lepo zaključil, da sploh ne bom tega pokvarila. Hvala za te lepe besede, da si vzel čas. Hvala tebi za krasen pogovor. Vse dobro ti želim, upam, da se še kdaj srečava. Nujno. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami. Šok.